na Drini Čuprija, na polju opazovalnica. Jebem ti! Hvala, končno. To je en človek. Ne, to sta dva človeka. In ta dva človeka sta bila včeraj pristopila do mene na velikem literarnem večeru na gradu Rače. Škaj, to samo eno stvar rečem. Ker te ljudje ne vidijo. Turneja. A to je stvar. Dober si z glasom, si dober prodal velikem literarnem večeru. Ker te pa jaz vidim. Da je mali literarni večer. Dobro, v redu, pa je mali. Kje pa je bil? Na velikem gradu Rače. In do nas je prišla dvorna knjižničarka. Oziroma ne, predstavlja se kot grajska knjižničarka. Ni se predstavlja. Stari presežem. Mlada knjižnica, res sem pa knjižničarka. Grajska knjižničarka. Ni rekla, je, kdo to reče? Prisežem. Ampak mislim, da je rekla to šali v šali. Da, v malo smešno. Ampak imenuje se, mislim, da grajska knjižnica Rače in je relativno mlada, kolikor smo 4 leta praznujejo zdaj. Aha. Tako da šele zdaj so knjige do njih prišle. Tako da... Ja. Bolje pozno kot nikoli, I guess. A zdaj pa ta tvoj šrot berejo, to je zdaj. Je pa prišlo, vedno pride ene par ljudi na te literarne večere, na velike literarne večere. Ne se podcenjevati. Kjer se 1 uro pa pol se pogovarjam, je intervju z menoj, je polemiziranje. To je Alan Partridge epizoda. Ne, ni stari. Res. Jaz sem ti resen. živiš to življenje v resnici. Jaz sem resen. Ja, okej. In potem prijem jaz na odri in rečem, aha! Hecam se, no. V glavnem. You're simply the best. To je pa... No, in to se je zgodilo in vedno pride na te literarne večere velike eni ljudje, ki vidim, da spijo. Da spijo celo predstavo. Predstava je že spet močna beseda. Pač event, intervju, ja, pogovor. Okay. Včeraj sem še na klavir igral. A res, okay. Ja. Wow. Ker smo bili v gradu in je bil klavir in so me prosili. In sem rekel, ok. Kaj si pa igral? Igral sem Mozartov izvirnik, te skladbe, ki so jo ukradli Fraj Kinceli, Srčna napaka, ne boš ti meni zizi, ki me v originalu. V C-molu. Ja, pač bili so zelo spoštljivi, ampak tam sem videl spet so eni spal vmes, nisem... Srčna napaka. No, pa sem pa... Herzenfehler. Ja, gleda. No. Srčna napaka. Pa sta dva bila, ki sta do britkega konca čakala še te velike bilo starih, ker sem jim podpisoval, se z njimi pogovarjal. Ker se podpisuješ, te ljudje pridajo, ne, se to je po eni strani prav, ker čutijo, zdaj se boš pa ti meni malo posvetil. Jaz sem prišla, jaz sem 80 let stara. Celo življenje sem čakala ta moment. Jaz sem prišla na tvoj literarni večer, kupila sem tvojo knjigo, zdaj se pa ti malo pogovarjal z menoj. In to tako je. In sem se malo pogovarjal s temi gospemi starimi. In ta dosta čakala vztrajno, sem rekel, zdaj pa, a me bo ta fentala, ali bo atentat, ali ima ta pa kaj lušnega zapovedati. In ste rekla, gospod Godler, sem rekel, sem rekel, ok, selfie alert spet. Puste me delati, ampak ne vam bo. Ni bilo. Selfie alert, ste rekla. Se vem, kaj je bilo, si mi poslal video. Ja, in ste se pa še poslala, no in ste rekla, ne vem, ali neki sva, mislim, da sta rekla, da sta še poslala, da sta to ta dva. Ja, ok, poje najbrž to, ne vem. Ja. A je v mailu napisal, da ima očala, ker ti me očala. Če je napisal... Ti si jih video posnel, ne? Ti si meni poslal video poslal, ne? Tako. Sem jih posnel, sem rekel, tole pa morate poslati. Ja, ker moš pa vedeti, da prvi kadar, ki mi ga je signal pokazal, poglej, kako zgleda. Jaz sem se bal, kaj mi pošiljaš. Jaz sem mislil, da te je nekdo ugrabil. Poglej, kako zgleda prvi kadar. A ja, pa res za roke nekoga drži. Ja. No, pa sta pa posnela, to je en rekel na Drini Čuprija, na polju opazovalnica, ta drug pa samo, jebem ti. In sem rekel, končno, a bit of respect. A zavrtim še ta posnetek v mikrofon noter, da vidim, kako so to slišali. Po moje se bo. 2 izrač. Na Drini Čuprija, na polju opazovalnica. Jebem ti.
Ne, nista ta dva. Nista, to ni isti folk, to bomo še poslali. Okay. Ta bomo se še poslali. Ja. To, kar sem jaz zavrtel, je prišlo in je človek napisal carinik, ki pa mislim, da je nekdo iz Discorda. Pa recimo, to ni to, okay. Ja. Okay, no, te dva kar pošljite, bomo pa bolj zarolali, ker to je bilo kar slabo. Tako da ja, Rače, grad Rače. Ja, to ni blizu Račje vasi, ne? Ali je? Ne vem, kje je Rače vas. Jaz sem bil na gradu Rače, tam sem zelo lepo sprejel. Je bila še pogostitev. Kaj pa to pomeni? Krofi. Aktiv kmečki žena je pripravil. To se sploh ne hecam. To je bilo občinsko. Že v Sloveniji smo. Jaz vem, da si ti mestna srajca in da ti je izpod časti. Ni mi izpod časti. Ampak jaz sem odraščal na vasi celo življenje in če reče nekdo, aktiv kmečkih žena je pripravil pecivo. Moja mama, zdaj pokojna, ki je Petršiljevo potico delala, ona je bila v AFŽ-ju. So lepa antifašistične ženske ali nekako aktiv antifašisti. AFŽ, smisel neka afriška država, kretica. Ne, tako da razumem. Poznam moč teh društev, no, to hočem reči. Ampak mi je pa noro. Prvo je, nekdo se ti predstavlja kot grajska knjižničarka, že to me zabava. Ampak pazi, event je bil tak, ne? Koliko ljudi je bilo? Polna dvorana. Je rekel ta, da so mogli še ekstra stole noter dati. Okay. To je dobro. Ker je bila, mislim, da je bil to tudi otvoritveni večer nekega festivala knjige. Ne, ampak lahko ti v sekundi povem. Festival knjige in tople vode. Jutri v Sloveniji. Jutri v Sloveniji. Kaj imaš pa ti veze z jutri v Sloveniji? Ne, to sem jaz objavil. Šeril sem pa sem napisal jutri v Sloveniji. Ne, vsekakor ne. Takoj bom zdaj povedal. No, da je slišim. Takole gre, ne? Ja. Bom napisal sam Jure Godler Rače, to bo takoj. Takoj bo najdel. Aha, prvo srečanje literarnega kluba v letu 2026. Literarni klub, ok. Literarni klub Kut Rače vas prijazno vabi na prvo srečanje v letu, ki bo v sredo 21.1. v Beli dvorani gradu v Rače. Gradu v Rače, v Račah. V sodelovanju z založbo Pivec. Tako popeljali vas bomo skozi program založbe Pivec, ki je najprej predstavitev programa. Naš gost pa bo tokrat vsestranski Jure Godler. Satirik je, kako mi gre to, satirik, fucking shit, kakšen satirik. To jaz ne... Kaj že nočeš biti? Nočeš biti komedijant, komik nočeš biti, ne? Pa humorist. Humorist nočeš biti, satirik tudi nočeš biti. Ja. Kaj še nočeš biti? Kaj pa hočeš biti? Televizijski voditelj. To je v redu. Pisatelj, tudi ne avtor. Oziroma še raje avtor. Jaz moram knjigo napisati. Avtor. Jaz bom knjigo napisal. In skladatelj. Podcaster in skladatelj. Skladatelj. No, s podcastom se nočeš umazati. Ne, imena. Zakaj Slovenci tako... Tako serjamo z besedo satirik, satira, sploh ne ve, kaj je satira. Satira se ni. Absolutno da ne. Se praktično ni, ja. V tujini je, čeprav tudi to ne more... Kje je pri nas? Lavrič, to je satira, bi jaz rekel. Kdo je Tomaž Lavrič, ta ilustrator, Kamradini, diareja pa to. Jaz mislim, da ti lahko ležite rečeš, da je karikature, satira. Ja, ampak če je political cartoon varianta. Ja. A veš, pa da je zmeren smešen, pa on je dejansko smešen. Tako da jaz njega bi dal, recimo. Pri nas je tako, imitiraš politika, satiro. Ja, to je res. Shut up, pismo. No. To vsem bi rekel, da so to začetki satire, recimo, ampak ni pa to še tam, kaj bi bilo. Kaj je zame satira? No, da slišim. In jaz mislim, če bi imel, ne znam ti definirati točno, znam probat nekaj definirati, ampak če bi dal kot primer, bi rekel, yes minister. Yes, prime minister. Ja. Te serije. Ja. To je pa res satira. Ja. To je pa... Čisti lampooning, strinjam. Ja. To je pa tisto, ko v bistvu se nič ne dogaja, samo en komentar je ali na ureditev, ali neke probleme, ali na neke zadeve, ki so... In tam res ti izgledaš, tam nikoli ne ščiješ od smeha. Tam so sam malje potencirano neke rešitve, ki ta... VIP tudi bliz pride. VIP? VIP. Zakaj nič ne vem, kaj mi omenjaš? V EEP. Ki je Julia Louis-Dreyfus
iz Elaine iz Seinfeld. Znam jaz. No, ona je imela pol na HBO show, ki ga je naredil Armando Janucci. Poznam. In je res, zdaj so bile neke spiski najboljši sitcom liki vseh časov in je ona na prvem mestu. Res dober. In je isto, ona je podpredsednica Amerike in se tam bori, in je cela želja, kako bo ona ratala predsednica, ampak je hkrati se naslon na realne stvari, ki se tam dogajajo. Razumeš, to celo medijsko. Tako da tisti je tudi meni zelo. Satira, pismo, to ti mora biti vsa politika jasna, pa jasno ti mora biti tudi po eni strani, kaj je, bi znal biti res prav, kako je to narobe, pa valjda na nek humorističen način oziroma duhovit način. Zato... Ampak moraš imeti point of view, to se strinjam. Ne moreš se sam norca delati politikov, moraš imeti tudi point of view. Jaz sem gledal pred kratkim, nisem gledal, ampak naletel sem na YouTubeu na Daily Show in Jon Stewart se delal norca iz Trumpa. To se ne da več. Ne, jaz ga doskrat gledam, pa zdaj vsaka šesta je taka, vmes so pa v redu njegove. S Trumpa se ne moreš norca delati. Zaradi tega, ker je izhodiščni material hujši, kot je bil film Veliki diktator. Ja. Ne moreš se norca delati. Ampak prej, ki si rekel, da rabaš vedeti, kako bi mogli biti prav, kle se da že marsikaj pogovarjati tako, kot si rekel, o diktatorjih, po totalitarizmu, po vseh teh zadevah in bi mogel biti zmeren message, da to je narobe. Tako je, veš. Jaz pravim, minister je šel zelo na Torije pa Labour, pa je zelo razumel, kaj se tam dogaja. Ampak to je bilo še vedno v kontekstu noben, ne pri Torijih, ne pri Labourju, ni hotel Greenlanda. Razumeš? Ja. Hočem samo reči, da jaz mislim, da zdaj so po svetu kako še ti reči, there's more at stake. Tako da, ni več dosti, da je smešen, to hočem reči. In pol tudi ni satirač. Se mi pa zdi vse en fair, da se ljudje tudi norca delajo z tega folka. Hočem samo povedati, da politika je trenutno na takem nivoju, da se ne da več satirizirati. To je bil moj point. Jaz mislim, da se da, ampak moraš povedati, kako bi mogli biti. Ni dosti, da se sam norca delaš. Da ti klip zavrtiš senilega Trumpa, ki se zmoti pa reče namest Grenlandija, Islandija in potem to je brez veze. Shut up. Se strinjam. Pa spel se. A imaš še kaj, ki bi rad takole povedal? Že spet je ena od unih opazovalnic, ki so kot terapija, ker sem jaz terapeut. A se ne terapeut? Zato, ker daješ iz sebe stvari. A imaš še kakšno stvar, ki bi jo rad dal iz sebe? Kaj sem pa zdaj dal iz sebe? Rekel sem sam nekaj na živce. Da si satirik. Ker se zabavamo s to besedo, pa nima pojma, kaj pomeni. Večina ljudi ne ima pojma, kaj pomeni. Se zdi prav. In to vse se je zgodilo grad Rače, stani moj. Grad Rače, to je ta instigator bil. Edinče še kaj? Mene jezi to, ker se mi zdi, da mogoče ljudje, ki poslušajo opazovalnico, sprav, vsi te tipi, ki naj jo poslušajo in dve ženski, da oni, se mi zdi, cenijo to, da razumejo, da ti v resnici imaš nek mal višji status tako, kot entertainer, razumeš? Ali pa kot auteur. In je smešen, da pol hodiš v grad Rače. Pa jaz imam rad celo Slovenijo, da ne bo tako, res nočem izpasti Lovlanča. Imaš res? Imam, ta star imam. Čist celo? Imam. Slovengradec. Nekaj, ki vem, kam to pele. Ki vejo, do kjerega mesta to pele. In nočemo več. Namerno ga nisem rekel. Hotel sem sam reči, da mi je tako škoda, ker se mi zdi, da tukaj bi bilo lahko veliko humorja. Ne, jaz sem samo eno stvar, zdaj pa on a serious note. No, da je povedal, da slišim. Da sem si vzel čas za ta podcast, da bom pa zdaj res povedal, da kar se pa tiče hoditi po Sloveniji pa predstavljati literaturo svojo, pa te zadeve. Literatura spet. To mi ni pa nikoli izpod časti, da mi rekel, ne bom šel, to grem pa vedno. Tako da to je v bistvu poziv, da če imate neko lokalno društvo. Počas. Tudi če ste štirje, Jure bo prišel. Če hočete v njegovi knjigi, ampak ga morate vsi štirje kupiti. Apropo, moram še to povedati. Par let nazaj. Kjera knjiga je točno takrat bila, se ne spomnim. Mislim, da je šlo za... Mislim, da je šlo za a je bil Dr. Nobody, ali je bila že naš človek. V glavnem. Ena od mnogih. Toliko sem jih napisal, da se ne spomnim. 8 prijatelj.
Rigno sem se pričal. To moram zdaj Ne, to zrezi. Ne, za mno odpustil. A tega pa ne boš pipkal, ker pa rečem črn pa pip. Čak, posluš. Jaz dobim mail, Jure, ta pa ta, bi vas radi mail, to pa to, takrat pa takrat. Pa je ja ali pa ne, pa drug datum. Sliško, da neke vdove pošiljajo maile, rada bi Jureta Godlerja. Tudi to se zgodi. Okay. Zakaj še ne če to pilost? Vdove. A ja, ne vdove. Ja. Vdove. Ne, prosim, ne. Noben noče vedeti te informacije. Če ga posluša ta podcast, noče vedeti te informacije. Ne, vdove pa ne. Ja. Poročene, ja, vdove pa ne. No, pazi zdaj to. In dobi mail. Ja, in dobi mail. To pa takrat, pa takrat. Ja. In je bilo Kostanjevica na Krki in jaz takoj, umetniško mesto, slikarji, galerije, muzej, ne vem, če je to muzej, ne vem. Vem, tam, to je arci-farci town, slovenski, poletni kolonije, tempere, vodenke, o glavnem. Kaj je ta zvok za tempere? A to je, kaj gre ven barva, ali kaj si nekaj narišeš na platno? Karkoli je to bilo, kaj? Lej, jaz džaziram, no. Ja. Kaj delaš? Džaziram. Okay. Kaj si pa ti mislil? Ja. Posem pa je, in ponovno se drzne mene obsojati, da te ni sram. V glavnem. Jure džazira. Boš Brooklyn? Bom pol Brooklyn. Ne moraš večati med tem, kaj imamo podcast. Ja, pa imam. Ja, ok, no daj. Ciment ali klorofil? Kašen? Klorofil ali ciment? Kašen klorofil? Ja, piše klorofil gor, jaz ne vem. Kaj pa klorofil? Ja. Ok, bom jaz klorofil imel, v redu, meni ko. No, v glavnem. Bo izgam pol. In dobim Kostanjevica, kaj? Ja. Ok. Trznem takoj, ja, to pa gremo, to je pa, tam viš pride oni. Kdo kup teči gumije, ki so še v lističi? Kdo to kupuje? Ti? Jaz, ko so odlični. Ampak zakaj ne kupe, a Brooklyn nima unih, a veš, držejo? Ne, ali imajo. Ne vem, pojma ne, stane, ok, sem Zdaj bo smešen. oba help. Ne, obstajajo. Čakaj, sorry, povej, Kostanjevica, ja. No. Trzneš takoj, bum. Nehi, žveča, to je Sam da okus dobim. To ni malo pa, ljudje naj jo poslušajo. Sam da okus dobim. In ne malo ljudi. Se bo zginil, jo. God, prosim. Že zgnjuje. Okay. Je pa cimet. Okay, tako da tisti, ki poslušajo, da vejo. To je izjemen radio, je tole zdaj. Izjemen radio. Jure žveči. God, ne se nekaj. 5 evrov ste plačali, da me poslušate, žveči. No, v glavnem. No, daj. Kostanjevica. In jaz dobim naslov, kje to je, pa ga nisem niti pogledal. Kostanjevica 3. Ne, kar neki tam v okolici. Ja. In jaz pelem in mene Google Maps že velikrat nasral. Jaj, kaj me peluk. Sam zato, ker najdu čez eno hosto. Ja, za 2 minuti hitrej. Za pol metra hitrej. Ej, Jure, če greš po tismu v Makadamu in jaz valjda. Prideš, kje sem avto, ne bo kaj. Ja, sem boš pa. V glavnem, pridem, pa me pele v en hrib, pa v en hrib, pa v en hrib, pa v en hrib. Sem rekel, to je narobe, kličem tam, a si mi prav naslov dala. Ja, se mi smo že tle. Sem rekel, ja pa jaz sem tle v enem gozdu, pa že nekaj vidim dol v daljavi mesto, sem tok visok, sem že rekel, ja, kar naprej. Ja. In jaz pripeljem. Na eno kmetijo. Spet, tako kot v Angliji. Ja. Psov je imela pa ta Jure. In ko sem videl, da je kmetija, sem takoj vzel ven moj military obrok, da sem se okrepčal pred aktivnostmi. Sem vzel pašto z gobami za 27 evrov. Zdaj pa resno. Ja. Pridem, sem rekel, kje pa parkiram, tle pri štalah? Rekla je, se tle naš kombi. Kombi? Ja, mislim, da je bil od založbe, ali da so bili tam, da so knjige dali. Ja. In sem prišel na eno kmetijo, kjer je bil očitno, mislim, da nek premožen kmet, ki si večkrat umisli kulturne umetniške večere. In so bili tako v izbi. Koliko ljudi? 30, ampak še to. Okay. Ja, pa še to se je trl, na kolenih so si sedeli drug drugmu. Sem imam slike, bom lahko dal. Kam boš dal? To ne morem. Ja, da boš dal na kam? Notes. Sam imam na prejšnjem telefonu. No, v glavnem. Okay. Ja.
Ja, si nisi prenesel vsega. Ne, slik ne. To me mislim. Ki jih je preveč. Nočeš Nočeš v oblak spuščati vsega. Ne. Vse to imaš na iPhonu za nude, lahko imaš tisto mapo, veš, ki se zaklene. Enkrat sem mislim, da Oh God. Apple TV. Živim, kam to pele. Živim. Mislim, da sem starim dal Apple TV ali kaj. Prosim, pazi. Pa se nisem odjavil iz računa. Ja. In lahko sem upam, da nista kdaj takrat, ko sem čez nekaj mesecev videl iCloud, Photo Library. Upam, da nista ne se nista znala, po moje. Nisem ti uporabljala. Jaz bi si to govoril, star. No, glavno. Juretovi petelini zajtrki. In jaz pridem tja. Ja. In sem rekel, a tlele bomo to imeli. Sem veš, da je bila samo ena slika tebe, ki stojiš pred onim ogledalom, ne? Doma. Ena slika je bila not in to tvoja dva starca. Hej, deva kaj gledati. Kaj pa fotos? A to so slike? iCloud fotos. Tega pa še nismo gledali. Zih nova serija. Pa bo odpre, pa Jure slikan z dostavljavcem. Ja. Dostavljavcem Pixel Coca-Cola. Hilarious. I'm dying. Ja, pa Jure v deblu. V deblu? Ja, kaj pač. Lej, to je bilo v Dopo Barbi. Hvala vsem, ki ste se odzvali na to, ker je bilo to dobro. Dopo Barbi? Ja, mislim, da so v Dopo Barbi. A nisem imel Dopo Barbi. Jaz mislim, da je bilo Dopo Barbi to. Ok, sorry, dej povej, kva se je dogajalo, ajde. Kje? Ja, Kostanjevic. To je to. A to je to? Hotel sem boje, da sem imel v izbi že. Ja. Ob kaminu, ob peči te. Ja. Te, ko so včas spal ob njej, ob skledi zelja. Zimski večeri, hladni. Ne, tudi to je bilo. Imam slike na odnosu. Šta skleda zelja? Ja, kaj se je pa jedl? Vem, valjda niso imeli sklede z rampeči. Edino zelje, ki ga imam jaz rad, je v okonomijakiju. Kaj je to spet? Okonomijaki, ne veš kaj je? Ne. To je pa moja najljubša jed. Okay. Prosti. To je pa palačinka japonska. Aha. Ki ima poleg tega, tako kot delaš ameriške palačinke, ja. no da še zelje v to isto maso. Pa še določene, še nekaj par stvari. Pol to spečeš. Ja. Pa mislim, da lahko daš not tudi slanino. Ja. Ali pa hobotnico narezano. A je slana stvar je to torej? To je jed pač. Na koncu pa daš otofuku sos, ja. Pa majonezo. Tako čez. Kako pa otofuku sos dobiš? Mislim, da se imenuje otafuku. Okay. Mislim, tako piše. To že trolaš. A moram bom pogooglal. Še enkrat, kako ota? Napiš okonomijaki sos. Kako se imenuje? Okonomijaki, evo. Ja. Okonomijaki sos. Kako se imenuje? Homemade okonomijaki. Ja, nič ne piše, sam tako je pač. Ne piše? To dobro zgleda, drugače. Moram reči, da res dobro zgleda. Zato ti pa prav. Ja, to pa res dobro zgleda, ja. Kjupa imejo, ne? Otafuku sos. Ok. In točno tega imam. Ok. Evo, okonomi sos. Ja, sorry. Ja. Okonomi sos se imenuje. Ja, ampak firma je Otafuku. To se ne zgleda, da sem nalaž delal, pa ne. Bom dobil zapiske. Pa en čaj od Damana je... Od česa? Od tega Daman čaj, ki smo jih že večkrat omenjali. Fukuju. Fukuju sos, čaj. Okay. Tudi to se ne hecam. Okay. Zakaj se smiš? Smejim se. A greva na Opa Help, ker so dobila ful dobrih Opa Help. Res ste se odzvali ljudje? Senča Fukuju. No, da bom dal še to. Res izjemen content. Oh my god. Fukuju, ne? Ja? Da vidim. Ok. Ja, zeleni čaj, senča Fukuju. Prosim. Ok. Ni za kaj. Okay. 44 za 50 gramov. No. Okay. Ime je dobil po enem od 7 bogov sreče
v japonski mitologiji. Me ne čudi, da se bog sreče imenuje Fukuju. A bo to naslov? Ali bo to, ali bo pa avtor? Ne, bog sreče. A gremo na Opa Help, ker so se ljudje res razpisali, odzvali. Špice nisi še dal. Oh moj bog, Koliko smo? Star, jaz sem na pol ure že skoro. Jezus. Ok, špica, pa Opa Help. Ali že Opa Help? Kako je to kul? Cool? A lahko jaz povem malo admina, pa grejo pa na Opa Help. A za tiste, ki prvič poslušajo in zadnjič, pa kar dej. Če hočete podpreti opazovalnico, je opazovalnica je aparatus.si pošiljnica podpri oziroma kar na podpri.si. Če podprete, dobite dodatne epizode, ki so bile posnete samo za satelite in dobite vse za nazaj. Mislim, da so jih že 6-7 posnela, nekaj tazga. To je pa zdaj že tako, ne? Ja. To ni prav. Kaj ni prav? Viš, eni so plačevali sprot? Ja. Ti bi zdaj rad omejil. Ne omejil. Ja. Tisti, ki bi radi za nazaj, ja. All Season Pass bi mogli doplačati 100. Za All Season Pass. Se pravi, da dobiš vse za nazaj. Če pa to daješ, pa od takrat naprej, okay. Za 5 evrov dobiš od tokrat naprej. Ali lahko to sprovedeš? Mislim, da ne. Resnici mislim, da ne. Ne. Pol tiste pa, veš, All Season Pass, pa je meet and greet s teboj. Nekje. Kada kdo hoče se z mano videti. Ja. Siguren. Punce imajo ene rade visoke. Orangutane. Ajde. Okay. Ja, če date 5 evrov na mesec, dobite vse te, dobite tudi prvi dobite mail za naslednjo opazovalnico v živo. To dobite in pa vsakič, ko posnameva epizodo, posnameva še dodatek, ki se mu reče Dopa Barba. In so se zadnjič igrala te igre, ki moraš zbirati stvari, ne znam drugače povedati. In tokrat se bova spet to šla, samo da tokrat jaz Godlerju to delam, ker je Godler men zadnjič. To in drugi admin je pa to, lejte, Introtov Prešeren, Kosovel opazovalnica, dobesedno zmanjkuje, že spet je, ne smem tega reči, mi že odkimava, mi že kar to gleda. Preveč jih imamo, ampak pošljite, če je treba. Tako. To je bilo, kar je se admina tiče. A misliš, da je možno, da devolviraš nazaj v opico? Genetsko, psihološko, somatsko, psihosomatsko. Ker jaz sem se zanj zalotil, mogoče zato, ker preveč mogoče zato, ker kaj si se zalotil? Veš kaj je fora? Kaj ti rečeš, jaz sem se zalotil, mene strah rata. Mene strah rata. Zelo prijazna stvar. Ok, v redu. Borovnice imam, ne, v hladilniku, in sem jih vzel in sem jedel in sem opazil, da ko sem jih jedel, da ko sem jih jedel tako... Začel, ko si okoli gledal. Ja, odkje je prišel predator. Ja, tako sem okrog gledal, kot makak opica. Veš, tako sem se opazil, kot da sem res mal... ne bom rekel, da bi se na vejo obesil, ampak feeling sem imel, kot da sem mogoče počasi spominjal. A to pomeni, jaz imam odgovor na to. Jaz mislim, da se ti s tem mocatom pa za fiziko, študijem fizike. Jaz sem gledal par stvari o kvantni mehaniki. Kaj? Malo več razumem. Konkretno. Enega, ki ti mislim, da ne maraš to, ampak je ti dobro razložil. Aha. Brian Cox. Ne, pa se Brian Cox. Pogledal sem po mojem 1 uro pa pol materijala in mislim, da bolj štekam zdaj zaradi kvantnih računalnikov me je zanimal. In te qubiti in to in sem dejansko je malo dobro razložil, res je dobro razložil. No, nija veze. Je šel v zgodbo Alice and Bob. Česa? Alice and Bob. Ne. Te prispodobe se... Omenil je ta od Feynman Lectures. Na two-slits eksperiment, 2 linije. To nima veze s Feynmanom. Ja, ampak tam je Ben najbolj to predstavljen. On je rekel, da noben ni tega tako dobro predstavil kot Feynman. Dočim Feynman se pa zelo moti pri paradoksu dvojčkov. Drugač Feynmanove
lectures, predavanja. Ja, so zelo lepa knjiga. Več knjig je. Rdeč hardcover, to je. A imaš to? Seveda imaš. Imam vse njegove knjige. Moja poanta je bila, da ti s tem, ki si se spremenil v opico, ko si Dubrovnice, da si s to fiziko pa z Mozartom si šel tako daleč, da si v kol prišel. Možno. Ti evolucijo si prignal si možgane tako daleč, da so prišli nazaj v primitivno stanje. To je moja teorija. Možno. Ni banano normalno odprem, ne z usti. To vemo. Dej opa helps. Eden je napisal na Discord, se mi zdi, da ti je hotel dati v komentar banano. Kakšno banano? Na Instagramu. Aha. Emoji banane, pa je bilo, da je komentarji so omejeni. Seveda. Omejenih jaz ne sprejemam. Oprosti. Ja, tako da ljudje, mežik, ne Juretu na njegove Instagram objave, mežik, lepet banana emojijev. To se ne dela. To je prepovedano. Absolutno. Ne tega delati, mežik, ker snemamo podcast. No, absolutno. Kjer ga boš najprej prebral, da jaz malo sledim tlele. Gremo. Vprašanje se glasi: pozdravljena. V preteklosti je gospod Godler večkrat zagreto zagovarjal, da lizanje sladoleda v javnosti pri odraslih, predvsem moških, samo moških, sem rekel, popolnoma nesprejemljivo in neprimerno, še vedno stojim ob tem. Ob tem se z veliko zaskrbljenostjo sprašujem, kako je z uživanjem banan. A si vedel, da je to, da boš to prebral? Ti si sam sladoled videl, ne? Ja. Vrhunsko. Ali se v javnosti lahko uživa neobdelane banane? Kaj pomeni neobdelana banana? Je tako, da ni nič naseckan, da jo pač lupaš in you go to town. Ne? In če da, kako? Hvala in lep pozdrav, zvesta oboževalka. Ker gre za zvesto oboževalko, mislim, da ne rabim kaj preveč implicirati. Če bi bil pa oboževalec, bi pa rekel, zreš to ven, Anže. Evo dalje. Pa ti banano, ne? Zdaj govorim dejansko o sadežu, ne govorim o teh tvojih banananjam scenah. Poslušaj me, a banano celo olupaš, pa jo primeš? Ne. Ali jo v olupku? V olupku. Konca je ne pojem. Vržem stran. A veš, da sem si še enkrat, da so lahko banani pajki noter zarejeni. Da je nekdo ugriznil banano in je bil pajk noter. Čeprav to je bilo v osnovni šoli. A ta že dolg ni seksu. Hejo. Banano, pajk noter. Ne, you're not getting me here. Ne razumem. Ne razumeš? Ne. Okay. Živijo, drago opazovalca. Pred časom sem naredila napevko Rej. A to je Slovenka? To je pevec. R-A-Y-Y. Rej, Mareja. Rej. Ne, a to ne, po mojem pa ne. R-A-Y-E. Ne, to po mojem ni Rej, to je po mojem Natuja. Aha, katere koncerti so znani v prepletu popa, džeza ter klasike. Kar me zanima je, kako... Kant avtorica mi klele piše. Kar me zanima, kako gledate na to, na ta sicer zelo dober glasbeni poskus, ki se mi zdi, da postaja med ustvarjalci zelo popularen. Kot primer prilagam link s posnetka z koncerta. Lepo zdrav, satelitka. Nisem poslušal linka, tako da ne morem povedati. Ja, ampak le piše, da vse živo dela, ne? Aha. R&B, pop, jazz, soul, dance, tako mi klep piše. Bomo pogledali. Angleški je drugače. Edino prav. Pozdravljena. Ker sem žal zamudila... Naprej, to pa pičiš, okej. Ja, treba je, veš kaj, preveč je. Ker sem zamudila izvode Godlerjeve nove knjige in me to še vedno malo boli, se z rahlo rdečico na licih obračam na opazovalnico z vprašanjem, ali bi lahko svojo že kupljeno knjigo kot predana in dolgoletna satelitka, zgolj ena od dveh, ja, to nekaj pomeni, to je dvojni oklepaj. Dvojni oklepaj, to jaz spoštujem dvojno oklepaje. Kot dolgoletna satelitka, oklepaj, zgolj ena od dveh, zaklepaj, ja, to nekaj pomeni, zaklepaj. Bravo. Poslala v aparatu headquarters ter tako prišla do težko pričakovane. Godlerjega podpisa in posvetila. V zameno obljubim zelo seksi posnet Prešeren Kosovel opazovalnica za že omenjenega avtorja, do katerega sorry, vejca Anže zaklepaj, gojim več kot zgolj literarno naklonjenost, oklepaj, sorry Jure, sem žal zaseden na zaklepaj. Ne razumem zdaj spoh, kaj hočeš s tem povedati. Je, da do tebe goji naklonjenost, ne zgolj več kot literarno. Ja.
ampak je pa zasedena. Tako da žal je zasedena. Ne? Pa zakaj to govori? Kjer del zdaj? Vse v pismo. Zakaj? Če si zaseden, napišeš. Enega folka je. Daro je pa Kasijo, to sem to, da veste, Daro ni pa žgan. Tega jaz enih ljudi jaz ne razumem. Ja, res ki reče, da ki stane. LP občaju. Kaj zdaj bi ali ne? Odloč se, baba. V glavnem, mislim, lahko pošleš, če hočeš, ampak to po pošti bo trajalo, ampak če hočeš, lahko pošleš meni kar naval, pa mi jaz Jure to jo prenesel, pa lahko ti podpišeš. V petek. Pa prideš iskat naval. To celo zmenimo. Kaj bo prišla, če je zasedena? Kaj boš biti? Naval. A ja, naval. Naval, ne sam. No, dej, ne, pišite Anžetu Tomiču. Ja, naval. On je tudi zaseden, boste oba zasedeni. Se pravi, zasedeni meni piše, a ne zasedeni tep. Tako je, okay. Narejen. Pozdravljena. Vprašanje za gospoda Godlerja. Se opravičujem gospodu Tomiču, vendar se mi zdi premalo izkušen na tem področju. Ne samo na tem. Za res posebno priložnost bi rad kupil dobro penino, lahko tudi šampanjec, ni pa nujno, in kakšno dobro vino, lahko belo, rdeče, oranžno. Limit za ceno je nekje 150 € za 2 steklenici pijače. Jezus, to je pa res mal, ne? Mislim. Ja. Hvala za morebitne predloge in pozdrav v naslednjič, pa še kakšno vprašanje za gospoda Tomiča. Čemu bo kos? Lep pozdrav, Anže. Anže, vidiš. Svoj menjak. Ja, jaz bi rekel za ta rang en Pol Roger pa en Bil Carsalmon penine. Jaz bi predlagal samo obstaja, ki je rekel oranžen vino. Jaz sem fan oranžnega vina. Me pa slabo po oranžnem vinu. A res? Me pa to dobro pit. V glavnem obstaja ena firma slovenska Zaro, ki ima res fajn te oranžne. In pomaga ta njihov neko malvazijo pivol oranžno in neka flaša, ki je res skoraj 50 € ali 60 €. Ja? In je res izjemen vin. Je? Če ti je oranžen vin, jaz boljšega oranžnega še nisem pil. Je pa res draga flaša, noro draga. Mislim, ni te 20-25 flaš, ampak je tako krat 2. Kaj je to nek startup? Ne, nekaj stari vinari so pač. Aha. Res dobro, no. Zaro. Ali razmišljate, da bi opozovalnica morda imela tudi svojo vizualno podobo? Hvala za odgovor, Teja. Tomič, šut. Kaj je vizualna podoba? A to misli, da ima video? Ker vizualno podobo mala, to nama Hans riše. Ne? Ja, vizualna podoba je... Ker Hans je narisal, kaj hočete? Teja, ne vemo, kaj sprašuješ. Naprej, Jure. Okay. Dragi Jure. Zakaj si preskočil unga gor? Kjerga? Kaj za Potterja? Zato, ker sem vedel, da boš razpizdil ljudi s Potterju. Na tega sem šel zdaj. Sorry. Dragi Jure. Ne, še en višje. Živijo, oglašam se z enim komentarjem in enim vprašanjem, pozavi zadnjo epizodo. Tega sem pa dejansko spregledal. No, da ajde. Vprašanje. Godler je komentiral, da naj ne hodimo na koncerte klasične glasbe, če nismo prepričani, da poslušamo kvalitetno izvedbo. Vidim, da me narobe včasih razume. Nisem rekel kvalitetno izvedbo. Besede kvalitetna izvedba nisem povedal. Ja, to je res. To je zelo subjektivno. Kvalitetna izvedba. Ti samo rečeš, da ni tako... True to life izvedba. Tako, ni tako, kot bi moralo biti. Absolutno. Okay. Zaradi mene lahko fušajo, pa je mim, pa se motijo, ampak če je tempo prav, pa če je v skladu z glasbenim jezikom tistega časa, potem sem zadovoljen. Okay. Če pa hočeš videti virtuoze, kako se razkolje na odru, pa pejte vse gledati. Kaj sem jaz to? Ne vem, če sem to že razlagal, ampak enkrat sem bil sem v Cankarju 100 let nazaj. Res 100 let nazaj. To sem po mojem že enkrat razlagal, ampak to nam pozabil, ker si rekel, da se je virtuoz razkolja. In je bil v programu Adagio for Strings, ki je meni pač kul. Zaradi špilov, zaradi filma, zaradi vsega. Nič ni narobe. Barber. Tako. In je bil Adagio in sem šel Adagio poslušati. In to je bilo z mojo bivšo punco, to je res 100 let nazaj. Ja. In so pač šla to poslušati, in pol je bilo tako, veš, so dali tega Adagio na sredini, prej pa pol, tako vam jaz zdaj v spominu, je bil pa pač nekaj drugega. In je bil en model na fucking klarinetu. Aha. Solo klarinet. Samo klarinet. Ob spremljavi. Ja, ampak on je stopil pred vse, razumeš? Ja, se to je kot ponovadi solistična skladba, če je koncert za klarinet, ali pač na skladba za klarinet, stoji solist pred orkestrom. In model je zgledal kot unika, ki za kobre špilajo, sem da je bil kobra, razumeš? To je stavek, ki ga lahko samo tira. Šupo je imel in se je zveral in prepogibal in
Barbarova. In sem bil tako, ni bilo to naravno, ni bil Mozartov koncert za klarinet, ki je 622. Dvomim, te star. Ker bi si zapomnil, da Mozarta igra, pa si nisem tako zapomnil. Pa tiste zelo lepa muzika. To ni bila lepa muzika. Okay. Res ni bila. No, mislim, tako mi rekel, kolikor je Ben Barber, recimo, lep, saj v Nadadžam je res, to je lepa skladba, to bi ti rekel. Absolutno. To ni bilo to. Sam to sem hotel reči, naprej. Jaz sem že dvakrat Barbarja slišal v Cankarju. No, zanima pa me. Shout out vsem godalcem, a sem to prav rekel? Super. Okay. Zanima me, kako naj lajki, ki bi šli radi na kakšen koncert, izberemo kvaliteto. Nisem študirala glasbe, nimam znanja in ne časa, da bi se naštudirala. Bi pa z veseljem šla kdaj kaj poslušati. Ja, ampak to je ful dobro vprašanje. Kaj bi ti, ampak poslušaj me. Naprej začneš s Salzburgom. Ne bom. V Sloveniji, kaj ne gre človek poslušati? Absolutno vseeno kaj, glede na te potrebe. Glede na te potrebe ne. Če ti rabiš en šus klasične glasbe, pejt na prvi koncert, ki ga najdeš. Okay. Prvi koncert, ki ga najdeš, ker s tem nimam časa, nisem študirala glasbe, nimam znanja, ne časa. Tisti fiks, ki ga rabiš s tem, da še rekel sem bila pa na koncertu, pa sem poslušala magari Barbarja v živo in sem dobila od tega to, kar sem mislila, to je čisto ok. Za tiste, ki se pa mal bolj, pa ki bi radi, ne vem, bolj, ki se stvari zanimajo, tiste pa druga. Tiste pa čisto druga debata spet. Ampak ne bomo šli tisto debato. Daj še komentar. Kako? Še komentar, ker ima vprašanje, pa je pa komentar. Tako, komentar. Sem Harry Potter fanica. A knjige sem brala, ko so izhajale in takrat je bila otrok. Filmi so super in z veseljem še kdaj gledam, ugotavljam zaradi nostalgije. Za nas, ki so odraščali s knjigami, so super. Bi si pa mislila, da je kaj narobe z osebo, ki prvič bere na stara leta, nizka? To sem vedel, da to bo smotil. Če bi to In se poistoveti s knjigami in jih vzame za svoje. Super sta, samo tako naprej Sara, ena od 2 satelitk. Ja. To je, pol verjamem, da je ženska, ki napiše eno od 2 satelitk. Dobra literatura. Ja. Mora vzdržati in čas in leta. Se strinjam. To ni nobene veze. Ampak njena poanta je, da če si kot otrok to bral, marsikaj sprejmaš. Veš, kaj hočem reči? Kot otrok smo gledali tudi Gasilca samota. To je dober. Gasilc samo je nek drug primer. Nek drug primer. Come on, man. Mali leteči medvedki. Mali leteči medvedki. Tiste grozen. Okay. Tiste grozen. Gasilc samo je kul. Mi ne govorimo tu o otroški robi. Tisti. Se ti si, da zanci ful dobro rekel, ker si rekel, a series of unfortunate events, bi lahko pa bral, pa je kul. Oprosti. Tako. Potter pa to res ni najbrž. Jaz še enkrat ne vem, ker ga nisem bral, sem filme gledal in to je to. In apropo, naslednje, dragi Jure, kako naj začnem? Harry Potter je mnogo več kot otroška zgodba. Je kompleksen svet, v katerem se prepleta dobro in zlo, magija in moč, življenje in smrt. In če se ti prva knjiga zdi otročja, prvo kot prvo, take osebe so razlog, da je na svetu vse narobe. Prvo kot prvo. Ali sem kadarkoli rekel, ne žalim, polemiziram. Ali sem kadarkoli rekel, da je knjiga otročja? Jaz tega nisem rekel. Jaz sem rekel, jaz tega ne morem brati, ker v tem nič ne vidim. Prvo, to sem rekel. Jaz nisem rekel, knjiga je otročja. Ti preber do konca. Argument za knjigo, to je pa otročja knjiga. Jaz bi rekel, to je pa otročja knjiga in bi bil tih in se ne bi sploh pogovarjal. Jaz hočem kontrirati dejstvu, da milijarda ljudi to bere. In reče, to je pa dobro. To je pa dobro, se strinjam. Katera pravljica? Ne več ponašati. Katera pravljica? V kateri pravljici ni kompleksen svet, v katerem se prepleta dobro in zlo? Magija in moč. Katera pravljica tega nima, prosim? To je samo opis nečesa, kar ti je všeč. Mi rekel Star Trek? Ja. No, tam ni magije. Ne. Tam je znanost. Tam nima, Bajor. Pazi. Ja, Q. Veš, kaj ti hočem povedati? Preber do konca. Jaz Star Trek lahko hvalim. Jaz lahko Star Trek hvalim na isti način, pa rečem, to je pa kompleksna podoba prihodnega sveta, kjer se... Ti lahko opisuješ, kar ti je všeč, s katerim koli besedam hočeš, pa nisi nič naredil. Jaz razumem, da njej to všeč, ampak to je še zmer prazno in leno. Prever do konca. Nič ni v tem.
Svetujem, da prebereš vse. Ne bom. Tudi Anžetu svetujem enako. Ker so resnična mojstrovina. Niso, se ne strinjam. In svet, v katerem se prepleta dobro in zlo, magija in moč, to ni noben argument, življenje in smrt, to je delo vsega. To pa lahko narediš dobro, lahko narediš slabo. Za moje pojme. Za moje sposobnosti komparativne lingvistike. Hvala lepa. Prever do konca. Ne vem, če bi. Mogoče je prva knjiga res lažje dosegljiva otrokom. Prosim, kaj? Ampak tako kot raste Harry, rastejo tudi zgodbe in postajajo bolj zanimive in komplicirane. Največja čarovnija te zgodbe pa je povezanost detajlov. Aha, ok, ne vem, čak, mogoče ne bi Ulysses povedal. Odgovor na odprto vprašanje iz druge knjige je mogoče najti v 7. knjigi in obratno. In to je tisto, kaj dela serijo knjig genialno. Genialno! Jaz bom pa to razkrila, čakaj mal, da smo v drugi, v 7. J.K. Rowling, a smem, kaj? Genij si. Se pravičujem. Ženska, ti si genij. Zdaj smo pa v 7. Tega pa... A se čem navezati na neki z druge? J.K. Rowling, ponovno, ko pa? Če smem. Genialno. Tako da dej premisli, draga. Čakaj, ko ime. Pozdrav, Nadja. Nadja, tako bom rekel, mi dva nisva za skrb. Ni mišljen. Vem, zasedena tudi ta, ampak hočem povedati, da si ne deliva, ne pogledov, ne pogledov na literaturo. Odložuje. Dej vpraši, če je brala kdaj Alica v čudežni deželi, kaj si pa v tistem misli, kaj se pa tam prepleta. Tu dobro in zlo, ne boš verjel. Pa magija in moč, pa čeprav tam ni 7 delov, veš kaj, ta ni bil tako genijalen, ne, da bi bil pri Through a Looking Glass, da bi rekel, to bom pa v 7. razkril. Sta 2 knjigi, a nista 2 knjigi. Ja, sej. Pa vse, kar je pusto odprto v drugi, je ostalo odprto, Anže. Ne, če bi bilo 7, ja. Ajde. Ne, slabo, no. To ni argument, na ta način se ne moramo resno pogovarjati. Okay, zdaj pa sam zato, da me zapusti polovica poslušalcev. Zakaj bi zapustili? Ker so fani Harryja Potterja. Ja, pa ko jih? Okay. Jaz stavim, da je tudi par fanov A Series of Unfortunate Events. Ja, verjamem. Tiste pa dober. Se pravi, une bi rad zadržal? Ne. Potterheade pa... Jaz izhajam iz sebe. Lahko se agree to disagree. Ok. Mislim, z njo sploh ne, ki ima čist čudne poglede. Ne, ne žalim, no, vem, da mi ne more odgovoriti nazaj. Ampak jaz pa tudi ne morem popraviti tega pisma njenega, a ne? Sem ga prebral, kot stoji. Saj je bil fair play. Ja. No? Ok. Jaz bi se samo rad opravičil. Ker mislim, da smo res v neki fazi. Dej do po barvo, ker sem živčen. Ok, dam nago. Absolutno. Ok. Opazovalnica, poslušam naga. Jaz bi zdaj te Nadji, če slučajno nisi satelitka, da mi mail pošlje, pa dobiš en mesec za ston. En mesec dobiš za ston, prosim. Imam vse slabe vesti zraven tega šarlatana. Ok, zdaj pa fade naredil, zdaj greva pa do barvo. In ali si pripravljen? Ok. Zdaj, kot prejšnjič, bova delala... Trend, TikTok trend. Ali. Ali. A se imenuje ali. Ja, kaj boš? To ali to? Ok, začnemo.